kardiologi in vodstvo kliničnega centra našli skupen jezik. Kaj bo z nujno medicinsko pomočjo v zdravstvenih domovih? Bolnišnica v Topolščici ne dobi posojila za končanje energetske sanacije. Lepo pozdravljeni. Stavke mariborskih kardiologov ne bo. Na današnjem sestanku je stavkovni odbor z vodstvom UKC-ja namreč dosegel dogovor. Potem, ko se včeraj še niso mogli poenotiti o ključni zahtevi plačilu za nujni poseg v času stalne pripravljenosti na delo, je danes vsaka stran nekoliko popustila. Kljub doseženemu dogovoru pa je danes popoldne predstojnik kardiologov dr. Vojko Kanič napovedal svoj odstop. Kardiologi so po dveurnem sestanku za zaprtimi vrati popustili, poudarjajo predvsem zaradi bolnikov. Mi moramo priznati, dokler se ta sistem na višjih nivojih ne uredi, šli z glavo skozi zid. Z dogovorom niso najbolj zadovoljni. Teh 20% na osnovno plačo, kar pomeni recimo najnižji količnik od interventnega kardiologa, bi potem pride na mesec 300 evrov višja osnovna plača. Dogovor je bil, da se prizna celotnemu timu, torej sestram, inštrumentarkam, rentgenologu, tako imenovanemu merilcu in zdravniku, povečan obseg v višini 20%. Prav tako jim bomo priznali 1 uro dodatnega za prihod na delo, oziroma govorimo za zdravniku, in za delo, ki ga on že opravi doma. Bistvo spora je bilo prav trajanje nujne operacije. Interventni kardiolog, ki je dober in ki ima izkušnje, naredi obsežen in kompliciran infarkt tudi v 15 minutah. To je ravno skregano z uro, kajti boljši si, manj dobiš denarja. Kardiologom bodo priznali nekaj dodatnih dni dopusta. Vodstvo je tudi obljubilo novo opremo in operacijsko dvorano, da boste lahko operirali 2 ekipi hkrati in bi se skrajšale čakalne dobe. Projekti se že delajo, gre za dozidavo in nabavo kompletnih stvari. Če bi se pa karkoli zapletlo, pa računamo tam nekje do junija 2015. Ob robu seje sveta zavoda UKC Maribor pa je predstojnik kardiološkega oddelka napovedal odstop z tega mesta. Vodstvo mariborske bolnišnice sicer trdi, da je sedanja ureditev plačila v skladu z zakonom, a kljub temu ostaja odprto vprašanje, kako lahko drugod enako delo ovrednotijo drugače. Popoldne so se sestali člani sveta zavoda UKC Maribor. Sejo so sklicali predvsem zaradi napovedane stavke kardiologov. Čeprav so ti dopoldne že dosegli dogovor z vodstvom, so člani sveta zavoda velik del časa namenili prav problematiki na kardiologiji. Dosegli smo nek zakonsko razumen kompromis. Seveda s tem kompromisom noben ni čisto zadovoljen, kakor je vedno v takih situacijah. Na vsak način pa je najbolj pomembno to, da so profitirali bolniki, ker stavke ne bo, kakor smo rekli, in bo delo teklo nemoteno naprej. V Sloveniji se gradi 10 urgentnih centrov, zaradi katerih naj bi bila nujna medicinska pomoč še učinkovitejša. A v nekaterih zdravstvenih domovih dvomijo, da bo res tako. Še vedno namreč ne vedo, ali bodo po odprtju urgentnih blokov službe nujne pomoči ostale v zdravstvenih domovih, kar je zlasti za prebivalce odročnejših krajev ključnega pomena. Gradnja urgentnega centra pri Murskosoboški bolnišnici je v polnem teku. Stal bo dobrih 6 milijonov evrov. Ker želijo tudi nov laboratorij in dodatno dvigalo, bodo slaba 2 milijona prispevali sami s kreditom, ki ga nameravajo plačati z opravljenimi storitvami. Te storitve, ki nam jih bo plačeval Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije za opravljene urgentne storitve, je predvideno cirka 2 milijona dodatnega prihodka. Urgentni centri naj bi zagotovili hitrejšo in učinkovitejšo zdravstveno oskrbo nujnih primerov na enem mestu. To zahteva tudi spremembe organizacije nujne medicinske pomoči v zdravstvenih domovih. Slednje najbolj skrbi morebitno zmanjšanje dejavnosti ali ukinitev, saj bi se podaljšal odzivni čas, opozarjajo v Ljutomeru. Podpiramo, da se strokovno okrepi sprejem bolnika v bolnišnici, da se zgradi ustrezna infrastruktura, kar se trenutno dogaja. Sama oskrba bolnika na terenu pa naj bo prepuščena zdravstvenim domovom. A jih doslej o tem tako Nemec ni nihče nič vprašal. Tamkajšnji bolniki pa so jasni. Mislim, da tudi naš Ljutomer urgenca mora ostati, ker je zdravnik 24 ur. Mi smo zelo zadovoljni z urgentnim centrom, kaj se dogaja, ker imamo vse pri roki.
Tukaj se želimo nekako odmakniti od tistih parcialnih interesov, tudi po finančni koristi ali pa nekim namišljenim prednostim, ki jih zdravstveni dom za svojo dežurno službo prinaša, v korist strokovnega izvajanja in res tiste vrhunske pomoči, ki jo lahko na ta način zagotovimo. Ker pa je mreža urgentnih centrov državni projekt bodočega zdravstvenega ministra, zagotovo čaka trd oreh. V bolnišnici Topolščica pa imajo težave pri energetski obnovi stavbe, ki je ne morejo dokončati zaradi izgube. Obnovo so začeli že pred 2 letoma, a se je zdaj ustavila. Ker ima bolnišnica $500 000 izgube, ne more dobiti posojila za končanje del. Takole so v bolnišnici Topolšica z energetsko obnovo prav tam, kjer so obstali pred letom dni. Čeprav se pohvalijo s certifikatom kakovosti, marsikdo ne razume, zakaj je bolnica na pol obnovljena. Še vedno čakajo na zeleno luč za $2 milijona kredita, pacienti pa začudeni nad zunanjo podobo. To mi ni vseeno. Lahko bi bilo, ne, malo boljše. Pacienti se sprašujejo, obnova je zastala. Jih slišite kdaj zaradi tega od pacientov? Tukaj jih slišimo, ko pa pridejo na oddelek, so zelo zadovoljni, ker je vse urejeno. Tukaj pa še bo tako? Tukaj pa pravimo, da še čaka na prenovitev. Direktor pravi, da se je seveda zapletlo pri denarju in sogovorniku, ki ga ni. A to vedo brez velikega napora že pacienti. Ja, če bi denar dobili, bo že hmol, če ga ni več. Da noveliramo investicijski načrt tako, da izločimo smrečino, torej spodnji neaktiven objekt, ter se osredotočimo na dokončanje Planike. Ker je bil zalogaj, da bi obnovili oba objekta očitno prevelik, je zdaj dobra četrtina bolnice, kamor vsak dan sprejemajo paciente, ostala na pol poti. Za zdaj tudi ni konkretnega odgovora, kdaj bo obnova končana. V zraku pa stoji že desetletja staro vprašanje, kdo se bo vendarle usmilil propadajoče smrečine. Banka Slovenije prihajajočo vlado že naprej opozarja, da bodo za zagon slovenskega gospodarstva potrebni boleči, vendar nujni ukrepi. Uvedba nepremičninskega davka, pokojninska in zdravstvena reforma ter reforma lokalne samouprave. Od vlade tudi pričakuje, da bo spodbujala tuje investicije. Če ne bo ukrepov in tujih naložb, bomo nedejavnost vlade namreč spet plačevali davkoplačevalci. Še nekaj drugih domačih novic. Slovenija mora do konca meseca določiti svojega kandidata za evropskega komisarja. Med kandidati naj bi bila tudi Alenka Bratušek, čeprav doslej v njenem kabinetu tega niso niti potrdili, niti zanikali. Iz nekaterih drugih strank odhajajoče vlade ob tem že prihajajo signali, da je treba za odločitev o komisarju najti širši konsenz, tudi strankami, ki bodo v vladi v prihodnjem mandatu. To željo je včeraj izrazil tudi najverjetnejši novi mandatar Miro Cerar. Predsedniku stranke SDS Janezu Janši, ki na Dobu prestaja 2-letno zaporno kazen zaradi obsodbe v zadevi Patria, se izteka 30-dnevno sprejemno obdobje. Janša je v zaporu od 20. junija, skladno z odprtim režimom zapora, pa ga ožji družinski člani lahko obiščajo 2-krat na teden, obiski so nenadzorovani, potekajo v okolici zavoda in trajajo do 5 ur. Nataša Pirc Musar je predala posle novi informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik. Pirc Musarjeva je poudarila, da urad informacijskega pooblaščenca zapušča v vrhunski kondiciji. Nova pooblaščenka pa je med svojimi prednostnimi nalogami napovedala spopad z zaostanki in učinkovito izvajanje zakonodajnih sprememb. Mojca Prelesnik je v uradu informacijskega pooblaščenca nekoč delala kot namestnica informacijske pooblaščenke. Holding slovenskih elektrarn, Termoelektrarna Šoštanj in Premogovnik Velenje so podpisali aneks k tripartitni pogodbi o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije. S tem so izpolnili stavkovne zahteve rudarjev, ki so tako preklicali zamrznjeno stavko. S podpisom aneksa je rudarjem omogočeno tudi izplačilo regresa in nagrade ob dnevu rudarjev, zagotavljanje likvidnosti premogovnika, predvsem pa taka cena lignita, ki bo pokrivala vse nastale stroške pri odkopavanju, kot so zahtevali rudarji. V vročih poletnih dneh moramo biti pozorni na to, da se primerno prehranjujemo in pijemo dovolj tekočine, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Več ne bi posegali po sadju in zelenjavi, manj pa po mastni in težko prebavljivi hrani. V vročih dneh je priporočljivo tudi uživanje več manjših dnevnih obrokov, ki presnove ne preobremenijo preveč, hkrati pa moramo biti pozorni, da nenehno nadomeščamo izgubljeno količino vode.
Turisti, ki obiščajo Maribor in širšo okolico, bodo odslej vse potrebne informacije našli v reviji Odlično. Gre za turistično magazinsko revijo, v kateri bodo predstavljene turistične destinacije in njihova ponudba v tem delu Slovenije. V reviji pa bo tudi napovednik aktualnih dogodkov in aktivnosti v Mariboru. Pri izdajatelju revije Zavodu za turizem Maribor so prepričani, da bo publikacija zanimiva tudi za domačine, ne le turiste. Prva poskusna številka bo na voljo že jutri, in sicer v slovenskem in angleškem jeziku, na spletu pa bo dostopna tudi v nemščini. 15 tisoč izvodov je prva pilotna številka v nakladi. Želimo si, da bi 4 do 6 krat na leto ta magazin tudi izhajal in bi seveda zajeli tudi ponudnike in pa tudi neke podjetniške izzive na tem področju, ker sami vemo, da na področju turizma še kar veliko nekih storitev manjka, in tako da bomo vedno v vsaki številki dali kak izziv ali pa namig, kaj še v destinaciji potrebujemo za še večjo odličnost. V Laškem se je danes začel jubilejni 50. festival Pivo in cvetje. V 3 dneh bo na festivalu zelo pester glasbeni, kulturni in družabni program. Vstop na večino prizorišč bo za obiskovalce tudi letos brezplačen, plačljivo je le prizorišče Zlatorog. Na tem prizorišču, kjer bo urejen tudi kamp, bodo nastopile predvsem tuje glasbene skupine. Pivo in cvetje, ki velja za največjo turistično prireditev v Sloveniji, vsako leto privabi okoli 100 tisoč obiskovalcev. Pomurski muzej v Murski Soboti je bogatejši za 13 portretov 4 slovenskih impresionistov: Ivana Groharja, Matije Jame, Richarda Jakopiča in Mateja Sternena. Portrete je ustvaril kipar akademik Drago Tršar. Gotovo legenda slovenskega likovnega ustvarjanja, kipar akademik Drago Tršar je bil danes še pred odprtjem razstave v Murski Soboti deležen posebne pozornosti. Za sodelovanje in prispevek v stalni zbirki Mursko-Soboške galerije in Pomurskega muzeja mu je občina podelila zahvalno listino. Tudi mojster priznava, da se je navezal na to mesto. Že od mnogo let nazaj, ko je bila mala plastika, Bionale male plastike, in sem na vsa ta hodil ta kraj, ne, in sem užival. Perfekcionizem in posebnost Tršarja že sredi 50-ih let izstrelila med svetovno znane umetnike, ki so našli prostor tudi v največjih galerijah po svetu, v New Yorku, Aleksandriji, Bruslju. Tudi danes razstavljena zbirka je nastajala dlje časa. Jaz sem rekel, toliko časa bom delal, da sem začel med sabo tikati. Sicer pa so Mursko-Sobočani bili že deležni nekaterih njegovih razstav, ki jih drugje v Sloveniji ni bilo. Tako da sem imel 2 velike razstavi tukaj, na erotiko in drugih 100 portretov, kar recimo Ljubljana ni sprejela, ni imela volje sprejeti. Murska Sobota s svojimi kulturnimi inštitucijami pač. Druga stvar pa je, ko se to dela takšne vrednosti, ki si galerija Murska Sobota ne bi mogla kupiti niti v 20 letih. Zaradi res globoke povezanosti bodo tako poslej slovenski impresionisti Draga Tršarja zavedno ostali v Murski Soboti. Slovenski odbojkarji so včeraj v povratni polfinalni tekmi izgubili proti Grkom z 1:3. Naša reprezentanca se tako ni uvrstila v finale Evropske lige in tudi ne v želeno svetovno ligo prihodnje leto. Slovenija je v domači dvorani doživela enega najbolj grenkih porazov v zadnjih letih. Po zmagi v Grčiji, tokrat slaba igra v Mariboru in zaslužena zmaga Grkov s 3:1. Le-ti pa so predvsem blesteli na servisu, saj so bili v tem elementu ob odličnem Đuriću, kar je 31 točki dosegal, bistveno boljši. Danes so nas res malce presenetili. Dejstvo je, da so več igrali v cone 4 in pa po sredini kot nazaj Đuriću. Đurić je dobival le žoge po kontrah. Malce premalo smo pazili na ostale igralce in to se je danes maščevalo. Servisi so odločili prvi in zadnji niz, le v tretjem so se z borbeno igro Slovenci izvlekli, pa vseeno je bilo to premalo. Ja, nikakor, bom rekel, že tako v Grčiji kot tukaj na današnji tekmi nam ni stekalo v napadu. Ko ne steče Slovenijo v napadu, seveda težko, in potem se je prekradalo nam na igrišče en kup drugih stvari, ki smo jih oddelali preveč površno, neodgovorno. Na koncu nekako ta moment obrnilo svoj prid, pa vseeno je bilo to premalo, tako da Grčija povsem zasluženo gre v finale. Morda so Slovenci priložnost za višjo zmago in napredovanje izpustili že v Grčiji, ne glede na utrujenost, poškodbe in bolezni, pa zrelostnega izpita varovanci Luke Slabeta žal niso opravili. Sledi pregled novic iz tujine.
V Gazi je ob 9. dopoldne začelo veljati 5-urno premirje za humanitarno oskrbo. Izrael je predlog Združenih narodov sprejel že sinoči, po noči pa je v premirje privolilo še palestinsko gibanje Hamas. Prebivalce so tako lahko oskrbeli z zdravili, hrano in drugim najnujnejšim. V afganistanskem glavnem mestu pa so talibani napadli mednarodno letališče. V večurnih spopadih z varnostnimi silami so bili ubiti 4 napadalci. Žrtev med civilisti k sreči ni bilo. Danes bodo v Afganistanu začeli ponovno preštevati glasove oddane v drugem krogu nedavnih predsedniških volitev. Avstralija odpravlja davek na izpuste ogljikovega dioksida v ozračje. Gre za enega od ukrepov, s katerimi želi avstralska vlada pomagati gospodarstvu. Okoljevarstvene organizacije odpravi tega davka ostro nasprotujejo. Grčijo pretresa škandal v zdravstvu. Bolnik v bolnišnici je namreč obtožil srčnega kirurga, da je od njega v zameno za nujno operacijo zahteval podkupnino. 67-letni moški je sicer v ponedeljek med operacijo srca, ki jo je opravil drug zdravnik, umrl. Svojci so prepričani, da bi ob pravočasnem posegu preživel, zato so zoper odgovorne vložili tožbe. Policija zadevo že preiskuje. V Samori, v mehiški zvezni državi Mičoakan, je policija iz sirotišnice rešila več kot 450 otrok, ki so jih spolno zlorabljali. Prisiljeni pa so bili tudi v prostitucijo in beračenje. 3 rešeni otroci niso stari še niti 3 leta. Policija je pridržala direktorico doma in 8 zaposlenih. Po 2 letih prenove vredne 40 milijonov funtov bodo v Veliki Britaniji ob koncu tedna ponovno odprli Imperialni vojni muzej. Obiskovalci si bodo lahko ogledali razstavo ob 100. obletnici začetka Prve svetovne vojne. Muzej so ustanovili leta 1917 z namenom, da grozote Prve svetovne vojne ne bodo nikoli pozabljene. Za konec pa dobra novica. Jutri bomo imeli sončen dan z dnevnimi temperaturami do 30 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo prav tako sončno in še nekoliko bolj vroče. Temperature bodo dosegle do 32 stopinj Celzija. V nedeljo popoldne bo pihal jugozahodni veter. Toliko v današnjem dnevniku. Imejte se kar se da lepo, v našo družbo pa vabljeni tudi jutri. Nasvidenje.